Lep pozdrav vsem skupaj, vsem zbranim na današnji novinarski konferenci o kožnem melanomu. Žal se še vedno ne moremo videti v živo, saj se na inštitutu držimo strogih varnostnih ukrepov zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa, tako da upam, da bo tudi tale virtualna različica dogodka dovolj razumljiva in da se bomo dobro slišali in videli. Poletje je tu in strokovnjaki opozarjajo, da je ozaveščenost glede nevarnega kožnega melanoma slabša kot v preteklosti, tako da je prav, da o tem govorimo in širimo verodostojne informacije, ki so ključne za ustrezno preventivo, za pravočasno odkrivanje in za uspešno zdravljenje. Pozdravljam današnje strokovnjakinje, ključne informacije in podatke nam bodo tako predstavile profesor dr. Vesna Zadnik, vodja epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu, primarij dr. Tanja Planinšek-Ručigaj, višja svetnica, predstojnica dermatovenerološke klinike iz UKC Ljubljana, docent dr. Barbara Perič, naša specialistka kirurgije na Onkološkem inštitutu, ter pa profesor dr. Janja Ocvirk, predstojnica sektorja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu. Zelo nas veseli, da se nam je v zadnjem trenutku pridružil tudi gospod Tomaž Trček, ki nam bo predstavil svojo osebno izkušnjo s kožnim melanomom. Uvodoma poglejmo številke, kakšna je torej zbolevnost pri nas in v svetu ter kako je epidemija COVID-19 vplivala na zgodnje odkrivanje. To vse nam bo predstavila profesor dr. Vesna Zadnik. Izvolite k besedi. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče samo, če se lahko umakne tale slajd, da lahko jaz delim svojega. Zdaj pa mislim, da bi... Torej, moja želja je tukaj, da preden se podamo informacije o tem, pravzaprav kako melanom diagnosticiramo, kako ga zdravimo, kakšne so možnosti, ki jih imamo nove, da pogledamo pravzaprav najprej, kakšno je pravzaprav sploh breme te bolezni. Pokazala vam bom nekaj številk, ki jih pripravimo na podlagi podatkov, ki jih zbiramo v registru raka. Poznate, register raka je ustanova, ki v Sloveniji beleži podatke vseh, ki zbolijo za rakom. Poleg podatkov o kožnem melanomu vam bom podala še nekaj hitrih informacij tudi o nemelanomskem kožnem raku, saj namreč gre za dva raka, v bistvu spadata med najpogostejše rake med Slovenci nasploh, ki pa pravzaprav delita isto etiologijo, se pravi, sta povezana z prekomerno izpostavljenostjo soncu. Torej, kakšne so številke? V Sloveniji letno za kožnim melanomom zboli več kot 600 ljudi. S tem je kožni melanom šesti najpogostejši rak v slovenski populaciji in ne samo to, gre za enega najhitrejšo rastočih rakov. Vsako leto imamo več kot 2,5% več primerov, kot smo jih zabeležili prejšnje leto. Melanoma je približno enako tako pri moških kot pri ženskah, res pa je, da ga opažamo na različnih področjih telesa, različno vezano seveda na to, kakšne navade, predvsem pri oblačenju imamo. Tako je pri moških več kot polovica melanomov odkrita na trupu, dočim pri ženskah pa so ti deli telesa v bistvu bolj enakomerno razporejeni. Ključno pri tem, kakšen bo izid bolezni, kakšno bo preživetje naših bolnikov, kakšna bo kakovost njihovega življenja, je pravzaprav to, v kakšnem stadiju mi temu rečemo, kako zgodaj se melanom odkrije. Pri večini bolnikov, kjer odkrijemo melanom zgodaj, je dejansko preživetje teh bolnikov izjemno dobro in se tudi s časom izboljšuje. Dočim pri bolnikih, ko pa odkrijemo melanom pozno, ko je mogoče že
celo razsejan v oddaljene organe, pa je preživetje dejansko slabše. Dejansko lahko pri tistih melanomih, kjer lahko, kako bomo tudi kasneje slišali, pomagamo pravzaprav dokončno z kirurgijo, izid bolezni precej boljši. Ena stvar, na katero želimo pravzaprav opozoriti s to konferenco, pa je opažanje, ki ga vidimo v bistvu v lanskem letu. Začelo se je seveda z prvim valom epidemije, ki je bil razglašen v sredini marca lani. Dejansko ugotavljamo, da se je bilo v register raka prijavljenih manj rakov, velja za vse rakave bolezni, posebej pa še za kožne rake. Tako ugotavljamo na podlagi podatkov registra raka oziroma platforme Onkovid, ki jo vodimo, da smo imeli v prvem valu in tudi kasneje potem v jeseni in še čez zimo, vezano še v letošnje leto, kar 35% manj diagnosticiranih kožnih melanomov kot recimo eno leto prej. Zaenkrat dejansko lahko vrednotimo samo, koliko je bilo manj prijavljenih bolezni. Seveda te bolezni nekje v populaciji so, kar pomeni, da verjetno te bolnike pričakujemo kasneje in močno se bojimo, da bojo prišli z bolj razširjeno boleznijo, kot če bi se diagnoza naredila v bistvu takoj, ko je bilo to možno. Še slabše so v resnici številke za nemelanomski kožni rak, kjer smo imeli v prvem valu, se pravi spomladi 2020, kar skoraj 60% upad števila diagnoz. V jesenskem, zimskem času, v tem podaljšanem drugem valu, se je zadeva nekoliko izboljšala, vendar še vedno opažamo bistven manko v bistvu diagnostike tega raka. Kaj lahko sledi temu, bodo kolegice razložile vnaprej. Mogoče samo še beseda o novosti, ki jo imamo v bistvu v Sloveniji, ne samo, da lahko merimo zelo hitro, kakšno je breme bolezni s pomočjo podatkov registra raka. Dejansko prav za kožni melanom smo začeli v zadnjih letih zelo natančno spremljati tudi, kakšna je kakovost obravnave, kako so bolniki diagnosticirani, na kakšen način se postavi diagnostika in pa kako je izvedeno zdravljenje. Toliko mogoče iz moje strani. Če bo pa še kakšno konkretno vprašanje glede teh številk, pa seveda lahko kasneje. Najlepša hvala za to predstavitev. Tako kot ste rekli, za vprašanja bo čas na koncu konference. Gremo zdaj kar naprej, tako da k besedi vabim primarij dr. Tanjo Planinšek Ručigaj, višjo svetnico, ki nam bo predstavila rezultate ankete o ozaveščenosti glede kožnega melanoma. Kar izvolite. Bomo malo počakali. Še zvok, ne slišimo vas. Boste našli spodaj, najbrž imate ikonco. A je zdaj boljše? Je pa v redu, zdaj vas pa slišimo. Prav. Kar izvolite. Samo ekran se mi ne prikaže, se opravičujem. Mi vidimo prezentacijo. Zdaj jo vidite? Ja. Prav. Pozdravljeni. Dejavniki tveganja za melanom so pravzaprav številni, na nekatere lahko vplivamo, na nekatere pa ne moremo. Vsekakor si ne moremo zbirati družine, v kateri se rodimo, tudi ne barve kože in naših drugih značilnosti, ki so pravzaprav povezane z rizikom za nastanek kožnega raka, vsekakor pa lahko vplivamo na faktorje iz okolja in to so sončne opekline. In sončne opekline za 2 do 4 krat povečajo možnost nastanek
melanoma, če smo seveda še temu izpostavljeni v otroštvu, pa je tveganje še 2-krat večje sončnim opeklinam. Dermatologi smo leta 2011 naredili anketo med sicer bolniki v naših ambulantah, ampak ne glede na to, zaradi česar so prišli v ambulante, takrat je bilo 550 sodelujočih, nato smo pa v letu 2019 isto anketo ponovili samo na dermatološki kliniki, prav tako med vsemi bolniki, ki so zaradi raznih bolezni prihajali v naše dermatološke ambulante. Ta anketa se je delila teden dni in v letu 2019 so bili v študijo vključeni 3 bolniki več kot leta 2011. Odgovori, ki smo jih pravzaprav pridobili iz te ankete, so kazali, da se ljudje v zadnjih letih bolj zavedajo nevarnosti prekomernega izpostavljanja soncu. In smo potem seveda mislili, da bodo te rezultati nekoliko boljši. Če pa pogledamo poznavanje dejavnikov za nastanek kožnega raka, tega tveganja, koliko ga poznajo posamezniki, ki so bili anketirani, pa se je pravzaprav pokazalo, da vse dejavnike tveganja, kot so dednost, fototip, znamenja in UV-sevanje, v resnici poznajo mnogo manj kot leta 2011. Celo 10% anketirancev je odgovorilo, da pravzaprav ne ve, zakaj nastane kožni rak. Razlika med moškimi in ženskami je bila tako leta 2011 kot 2019 enaka, kar pomeni, da so ženske nekoliko več vedele o posameznih dejavnikih tveganja. Približno 24% več žensk je vedelo, zakaj kožni rak lahko nastane. Ko smo jih vprašali, kje so dobili informacije, nekaj pri osebnem zdravniku, nekaj pri dermatologu, vsekakor pa so oziroma ste mediji tisti, ki ste pravzaprav zelo pomembni, bi lahko rekli, v tej naši zgodbi. Bolniki so odgovorili, da so največ informacij o samem vplivu sonca na kožo in nastanku kožnega raka pridobili iz časopisov, radija in televizije ter interneta. Zelo malo pravzaprav doma in pa na šoli oziroma fakulteti. Potem smo pa pogledali število objav v letu 2010 do 2011, se pravi pred izvedeno anketo, in je bilo v medijih, ki so navedeni, se pravi spletnih medijih, radio, televiziji in tiskanih medijih 606 strokovnih objav na temo kožnega raka. Medtem ko je leto pred anketo, ki smo jo delali med 2018 in 2019, število objav padlo skoraj za polovico. Tisti, ki se ukvarjajo z javnim mnenjem in znanjem laične populacije, govorijo, da kadar se o neki temi približno 3 leta ne govori, se znanje o neki temi javnosti laikov zmanjša, in to je pravzaprav pokazala naša študija. Tako da na sončne opekline in se pravi na faktor iz okolja lahko vplivamo, seveda pa moramo veliko govoriti o tem, zato ker vemo, da sonce poleg ugodnih vplivov neugodno vpliva na našo kožo, se pravi povzroča med tistimi najbolj neželjenimi posledicami kožnega raka. In med temi kožnimi raki, ki se ga pravzaprav vsi bojimo, je melanom ali tako imenovani črni kožni rak, ki ima, kot vidite, različne obraze, bi lahko temu rekli, različne klinične slike. In če govorimo sedaj o preventivi, moramo bolnike oziroma moramo laično javnost ozaveščati o tem, kako se lahko spremeni znamenje, če melanom nastane iz znamenja, kar je približno v 22%, se pravi opozoriti na to, da prihaja do asimetrije, do spremembe robov znamenja, da znamenje lahko postaja večbarvno ali se celo veča in poglablja, in to poglabljanje nas pravzaprav skrbi, kar pomeni, kadar preraste znamenje to dermoepidermalno mejo oziroma melanom, je nevarnost, da pride do zasevkov in do napredovalih oblik. In tega se bojimo, da se bo pojavilo v naslednjih letih zaradi podatkov, ki so bili predstavljeni predhodno. Zato je potrebno, da laično javnost ozaveščamo o pomenu samopregledovanja in o pomenu zaščite pred škodljivim delovanjem UV-sevanja, ki jo gradimo na 3 stebrih, to je izogibanje soncu v najhujši
ko ima največjo moč v času dneva, da se zaščiti z osebnimi zaščitnimi, mehanskimi zaščitnimi sredstvi in pa seveda dodatno s kemično zaščito. Samo še nekaj besed o kemični zaščiti. Ko smo vprašali ljudi v letu 2019, kako se zaščitijo, seveda jih veliko uporablja senco, kar nas je zelo veselilo, in pa veliko še zmeraj kreme za zaščito pred soncem. Seveda se ženske mnogo bolj zaščitijo kot moški, kar smo videli tudi pri poznavanju dejavnikov tveganja, in veliko ljudi se izogiba tem soncu oziroma izpostavljanja soncu v teh najbolj vročih urah dneva, predvsem na morju oziroma na dopustu in v prostem času. Želeli bi si, da če bi bilo možno, da bi bilo tega tudi več v službenem času. Zaščitijo se ljudje s kremo za zaščito pred soncem vsaj enkrat na dan, predvsem na morju, kot smo videli prej, kar je zelo pomembno, se pravzaprav študije dokazujejo, da je zaščita pred soncem tista, ki lahko zmanjša pojavnost kožnega raka. Ko smo jih vprašali, kako visok zaščitni faktor uporabljajo, smo bili pa prijetno presenečeni, da pa morda smo v vseh teh letih, vsaj pri tistih, ki se zaščitijo na soncu, dosegli to, da uporabljajo faktor višji od 30. Morda je to posledica tudi tega, ker v medijih, ko smo pogledali obe anketirani obdobji, pa je bilo mnogo več objav sponzoriranih in reklam o kremah za zaščito pred soncem. Vendar kot prej tudi tukaj mnogo več žensk uporablja višje zaščitne faktorje kot moški. Zakaj je to pomembno? Ker kadar kremo za zaščito pred soncem ne nanesemo v zadostni količini, faktor 50 lahko zmanjšamo celo na faktor 2,7. Se pravi, faktor, ki nas zaščiti, je odvisen od tega, koliko kreme in kako na debelo jo na kožo namažemo. To je pa predvsem pomembno zato, ker nas lastna zaščita, lasten fototip kože ščiti lahko od 5 minut pri otrocih do približno pol ure ali 40 minut pri tistih, ki imajo nekoliko temnejšo kožo. In pa kar smo omenili na začetku, zelo pomembne so za nastanek melanoma tudi opekline pred 18 letom starosti. In vidimo, da predvsem starejša populacija je bila velikokrat še opečena z mehurji, medtem ko mlajši pravzaprav v zadnjih letih je teh opeklin manj in tudi to nas pravzaprav veseli. Teh opeklin je lahko manj tudi zato, ker se zaščitne kreme pravilno nanašajo, če smo izpostavljeni soncu. Študija, ki je bila narejena, je pokazala, da se tako moški kot ženske premalo zaščitimo predvsem na hrbtu in pa seveda v okolici kopalk in tudi okrog oči premalo zaščitimo našo kožo. Ko so mame izjavile, da svoje otroke svoje otroke zaščitijo v zadostni meri, se pravi, da mislijo, da so jih 82% zadostno namazale za zaščitno kremo, pa se je potem izkazalo, da ne, ker je približno 7% kože pri otrocih ostalo nezaščitene oziroma v 88% je bila nezadostna uporaba pravilne količine izdelka. Tako da so bile mame pravzaprav zelo presenečene, da svoje otroke premalo zaščitijo. Hvala za pozornost. Najlepša hvala tudi vam za to lepo predstavitev. Vprašanja torej bomo prišparali za konec. Zdaj gremo naprej. Osnovno zdravljenje kožnega melanoma je kirurgija, tako da k besedi vabim docent dr. Barbaro Perič, našo specialistko kirurgije. Izvolite. Hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Kot je že dr. Ručigajeva povedala, pri melanomu je seveda vitalnega pomena samo pregledovanje, ki omogoča tudi pravočasno odkritje suspektnega melanocitnega nevusa ali pa suspektnega kožnega tumorja, če govorimo o nemelanomskih kožnih rakih. To seveda nam kirurgom zelo olajša delo. Za dokončno postavitev diagnoze ali melanoma ali tudi nemelanomskega kožnega raka je namreč potreben
relativno preprost in majhen kirurški poseg, sumljivo kožno spremembo izrežemo z enim ozkim pasom zdravega tkiva oziroma zdrave kože in to nam omogoči dokončno patohistološko opredelitev tumorja. Ta je nujna, če želimo nekaj več povedati tudi o prognozi same bolezni, sploh pri melanomu. Poleg tega pa tak enostaven kirurški poseg, ki ga izvedemo v veliki večini primerov, ker ob uporabi lokalnega anestetika, tudi lahko pomeni že zelo učinkovito in popolno zdravljenje v 80% ali še več teh tako melanomskih kot praktično pri vseh nemelanomskih kožnih rakih. Tako da začetno zdravljenje je vedno preprost kirurški poseg, ki omogoča tako dokončno patohistološko opredelitev tumorja, kot tudi seveda že tisto zares pomembno začetno zdravljenje. Zdaj pri melanomu vemo, da za razliko od nekaterih drugih nemelanomskih kožnih rakov pogosteje zaseval regionalne bezgavke. V času odkritja samega kožnega melanoma ima lahko skoraj 20% bolnikov tudi že zasevek v bezgavkah. Večinoma so to danes seveda okultni zasevki, torej mikroskopski zasevki, ki jih ponovno odkrijemo z enim relativno majhnim in enostavnim kirurškim posegom, kateremu rečemo biopsija varovalne bezgavke. In vse to pride v poštev pri zgodaj odkritih in pravočasno odkritih spremembah. Včasih seveda ta trenutek zamudimo in takrat je potem potrebno prizadete bezgavke ali pričeti zdraviti za sistemsko terapijo zdaj v sodobnem času, ali pa še vedno tudi kirurško odstraniti in take popolne odstranitve bezgavčne lože pa seveda pustijo nekaj posledic, ki jih tisti začetni manjši posegi ne puščajo. Tako da v osnovi je melanom seveda kirurška bolezen. Prognoza te bolezni je odvisna od same debeline tega primarnega tumorja in kot rečeno od prizadetosti bezgavk. Mi smo zelo veseli, da lahko povemo, da je praktično 2/3 odkritih melanomov v Sloveniji odkritih v fazi rasti, ko v bistvu gre za plitve melanome, ki predstavljajo zelo dobro prognozo za naprej. Prav tako smo zelo veseli, da je 80% odkritih zasevkov v bezgavkah odkritih v času, ko so to okultni zasevki, se pravi mikroskopski zasevki, in nam pravzaprav dajo informacije o prognozi bolezni in omogočajo potem tudi nadaljnje sistemsko, recimo dodatno zdravljenje, o katerem bo še profesor Ocvirkova govorila. Tako da zgodnje odkritje, samo pregledovanje, poleg te preventive je seveda vitalnega pomena za ljudi in seveda zelo pomembno tudi za nas, ki se zdravljenjem melanoma ukvarjamo. COVID je, kot ste videli iz predavanja profesor Zadnikove, tukaj nekaj sprememb vnesel. Opravljene so tudi raziskave, s katerimi so skušali opredeliti, ali bo odlog zdravljenja, do katerega je prišlo v nekaterih državah, predvsem pa odlog začetne diagnostike, vplival na melanom. In dejansko res zaenkrat s statističnimi metodami opravljeni izračuni kažejo, da bi lahko prišlo do zvišanja stadija odkritih melanomov pri vsaj 20% ljudi z novo nastalim melanomom. In tega se, kot ste že slišali, seveda nekoliko bojimo. Tako da tudi v času epidemije je nujno, da so ljudje pozorni na zaščito zdaj v prihajajočih poletnih mesecih in seveda, da se zavedajo pomena samopregledovanja, pa tudi, ko opazijo neko sumljivo spremembo, da pravočasno o tem obvestijo tako osebnega zdravnika in s tem omogočijo to nadaljnjo pot diagnostike pri dermatologu in potem biopsijo kože pri enem od kirurgov, tako da imamo čas ustrezno se pripraviti in začeti zdravljenje ob tem, da lahko upoštevamo vsa navodila za zmanjševanje tveganja prenosa virusa v današnjem času. Zdaj, dr. Ručigajeva je že govorila o teh dejavnikih tveganja, ki so večinoma seveda posledica okolja, torej izpostavljenosti UV žarkom. Jaz bi samo omenila še eno posebno poglavje teh dejavnikov tveganja, torej dednost melanoma, če tako rečemo. V redkih primerih namreč se melanom pojavlja znotraj družin z visokim tveganjem
kjer lahko danes že določimo tudi prisotnost patogene variante gena, ki je za to odgovoren. Kakšen je odstotek teh družin znotraj populacije novo odkritih bolnikov, se nekoliko razlikuje od populacije do populacije. Giblje se nekje med 7 in 11% novo odkritih bolnikov, tako da pravzaprav gre za redke družine, pa vendarle na Onkološkem inštitutu lahko tudi tem družinam ponudimo onkološko genetsko svetovanje in seveda tudi testiranje ter vključitev in preventivni program. In to svetovanje in testiranje seveda poteka znotraj programa ambulante za onkološko genetsko svetovanje. Kar je novost tukaj, pa sploh ni zanemarljiva, je tudi to, da se zdaj ve, da se v teh družinah včasih pojavlja tudi rak trebušne slinavke, ponovno ena od zelo nevarnih onkoloških bolezni z v bistvu še vedno relativno slabimi rezultati preživetja. In tudi tem družinam se seveda, če je potrjena prisotnost patogene različice gena, svetuje vključitev v preventivni program, ki bo potekal v sodelovanju z gastroenterologi seveda. Tako da še enkrat bi poudarila, kljub prihajajočemu poletju ali pa bolje rečeno ravno zaradi prihajajočega poletja, je pomembno, da poskrbimo seveda za zaščito kože, predvsem z oblačili, in da se spomnimo na samo pregledovanje o uporabi ABCDE kriterijev, ter če opazimo sumljivo spremembo na koži, potem pravočasno obvestimo svojega zdravnika ali obiščemo dermatologa in tako potem tudi nam date možnost, da težave pravočasno in učinkovito rešimo ob upoštevanju pravil, ki jih je za sabo prinesla trenutna epidemiološka situacija. Hvala. Najlepša hvala tudi vam. No, ko je za zdravljenje potrebno tudi kaj več kot kirurgija, nastopi sistemsko zdravljenje. Nove možnosti sistemskega zdravljenja nam bo predstavila profesor dr. Janja Ocvirk, pa jo kar vabim k besedi. Lepo pozdravljeni. Ja, kot je bilo že omenjeno, približno 1/3 bolnikov potrebuje več kot zgolj kirurgijo, potrebuje tudi sistemsko zdravljenje. Omenjeno je bilo tudi, da lahko pričakujemo, da bo zaradi pandemije COVID še teh bolnikov za 20% več. Sistemsko zdravljenje je v zadnjih letih naredilo zelo velik napredek, tako v dopolnilnem zdravljenju po kirurškem posegu, kot tudi v zdravljenju bolnikov z samo napredovalo metastatsko boleznijo. Vemo in nova spoznanja o molekularni diagnostiki so nam prinesla to, da vemo, da ima približno polovica bolnikov z melanomom prisotno BRAF mutacijo in tukaj lahko zdravimo s tarčnimi zdravili, to so BRAF in MEK inhibitorji, tako v pooperativnem delu ali pa tudi takrat, ko je bolezen nekoliko bolj napredovala in je sistemsko razširjena, metastatska. To vrstno zdravljenje, če ga recimo primerjamo s kemoterapijo, ki smo jo uporabljali nekoč, seveda doprinese krepko k času do ponovitve bolezni, tako kot celokupnemu preživetju in pa tudi dolgoročnim 3- in 5-letnim preživetjem. Velika novost v zdravljenju je bila tudi imunoterapija, ki se je sodobna začela ravno pri bolnikih z melanomom, najprej pri zdravljenju napredovale bolezni, zdaj pa je tega čedalje več v zdravljenju kot dopolnilnem zdravljenju k kirurškemu posegu in novost povsem v letošnjem letu, kar dejansko se dogaja tudi v ostalih centrih po svetu, v preoperativnem zdravljenju, ko so recimo bozgavke ali pa nekateri tumori bolj napredovali pred operacijo, nato sledi operacija in ponovno sistemsko zdravljenje. Imunoterapijo uporabljamo za viralce anti-CTLA4 in anti-PD1, lahko jih med sabo tudi kombiniramo. Vemo, da so kombinacije bistveno bolj učinkovite kot monoterapija, so pa povezane z nekaj več neželenih učinkov. Kaj so vsa ta nova zdravljenja prinesla? Prinesla so v tem najbolj slabem scenariju, ko imajo bolniki že zasevke,
to, da približno 1/3 bolnikov, ko bolezen napreduje, lahko ob tem zdravljenju zaključi zdravljenje brez bolezni, grejo v dolgoročno preživetje. Mi nekako govorimo, da so bolniki tudi zazdravljeni. Za tiste, ki pa to ne dosežemo, nam imunoterapija omogoča tudi več linij zdravljenja, ki jih nizamo enega k drugim in seveda določenemu številu, tam nekje od 20 do 25% tistih, ki ob tem prvem zdravljenju niso imeli tako dobrih izhodov, to ponovno ponudimo. Seveda revolucionarno v tem zdravljenju in tudi, ko je neka napredovala bolezen, za katero smo rekli, da je vedno smrtna, ima tukaj seveda svetlo točko, svetlo luč in za 1/3 bolnikov so te izhodi bistveno boljši, pa kljub vsemu si mi želimo, da bi bolnike dobili v tistem času, ko je dovolj samo kirurški poseg ali pa morda samo dopolnilno zdravljenje k kirurškemu posegu. Zaradi tega je izrazitega pomena vse preventivno, kar je bilo danes že našteto, od samozaščitnega obnašanja do seveda k temu pregledovanja, do tega, da če nekaj takega opazite, greste čim prej do osebnega zdravnika in na to seveda naprej in v tistem času, ko so tanki melanomi, ko je dovolj samo kirurgija in ko dejansko s tem lahko skoraj zagotavljamo pri vseh, da se bolezen ne ponovi. Hvala lepa. Prišli smo tudi do našega današnjega posebnega govorca. Z nami je gospod Tomaž Trček, ki se je s kožnim melanomom osebno srečal in bo delil z nami svojo zgodbo. Tomaž, lep pozdrav. Pozdravljeni. Kar lahko začnete mogoče z informacijo, kako ste odkrili melanom in kako je potekalo zdravljenje. Ja, stvar se je začela tako, da sem opazil na znamenju, da se je začelo spreminjati, ampak nisem dal nekaj dosti poudarka na to, tako da sem pol v bistvu po 2-3 mesecih šel do osebne zdravnice, tam je napotila na polikliniko, kjer so kirurško odstranili to znamenje. Potem je bilo pa še ugotovljeno, da so bile okužene tudi bezgavke. Potem sem prišel pa k vam na Onkološki inštitut in pač bila ponovna operacija, so odstranili tudi bezgavke, obsevali del, kjer so bile operirane bezgavke in v bistvu na kar sem pa dobil še tarčno terapijo in zdaj v bistvu bolezen stagnira, tako da nimam nekih hudih stranskih učinkov, v bistvu sploh ne, niti po operaciji, niti po tarčnem zdravljenju. Tako da je v bistvu za mene se življenje ni v bistvu bistveno spremenilo. To je tako na hitro, ja. Lepa zgodba. Kdaj točno se je to začelo dogajati, da malo imamo časovno, koliko časa tole že? Se pravi, oktober 2015 sem bil operiran na polikliniki, potem pa že kar decembra 2015 na Onkološkem inštitutu. S tarčnim zdravljenjem sem začel pa, mislim, da je bil september 2016, tako da bo zdaj le 5 let, odkar imam ta zdravila. In življenje poteka zdaj normalno, slišali smo, da ste tudi mladi očka. Tudi, ja. Ja, tudi leto lahko staro hčerko. Ja, življenje gre dalje. Življenje teče dalje. To je pač ena taka zgodba, ki kaže, da ob sodobnem zdravljenju se da rešiti te stvari. Je pa škoda, da pride do tega, če si lahko temu na nek način tudi izognemo, ne? Tako kot smo danes slišali, mogoče za konec, če imate tudi vi kakšno
misel za slovensko javnost, kaj priporočate zdaj pred poletjem? Ja, veliko zaščite, paziti na zaščito kože. V bistvu bi pa, kar bi rad povedal, bi se rad zahvalil in pohvalil vse na Onkološkem inštitutu, osebno zdravnico, ker so pač človek dobi občutek, da se res zavzamejo za pacienta, no? Ko lahko rečem, da sem jim zelo hvaležen, no? Tako. Hvala. Naši specialisti in zdravniki radi slišijo, ne? Da je njihovo delo cenjeno in da dobro delajo, tako da najlepša hvala. Srečno še naprej. Ne? Hvala. Kakšnega otročka mogoče? Ja, upajmo. Vsaj še enega, no, tako. No, super. Hvala lepa za enkrat, zdaj pa malo spremljam tudi ostale, ki so se nam pridružili, več kot zdaj nas je trenutno 22 zbranih, tako da vabim predstavnike medijev, če imajo kakšno vprašanje za naše govorce, kar na plan z njimi. Dobila sem v čatu vprašanje, če bo video posnetek današnjega dogodka dosegljiv. Mi tole snemamo, tako da bomo pripravili video posnetek in ga skupaj s poročilom za javnost objavili v našem medijskem središču. Medijem bomo sporočilo za javnost tudi poslali na našo adremo, tako da boste vse dobili. Naši govorci dejansko so bili danes zelo izčrpni in natančni, tako da verjamem, da ste slišali vse, kar vas je v zvezi z kožnim melanomom zanimalo. Tako da, če ni nobenih drugih dodatnih vprašanj, vsem hvala lepa, da ste nas poslušali. Kot ste videli... Dobar dan. Jaz se opravičujem, jaz sem kanalec Vera iz Društva za zdrave dojke, Zgornjega Posočja. Bi pa rada vprašala doktor Tanjo Vučigoj, s temi kremami, ki so za zaščito, ki si jih da kupiti, a ne? In zdaj, mi smo spremljali, no, komplet društvo, da višji faktor, ko je več kemije, je tudi v teh kremah. Zdaj, kako pa to vpliva, recimo, na te kemikalije, ki jih koža vsrka, ne? A to je dobro, potem je plus za kožo ali je minus? Gospa, za študijo so dokazali, da... Se slišimo? Jaz vas slišim, a me slišite? Ja, vas slišim, ja, hvala lepa, tudi vidim. S študijami so dokazali, da... Mi smo malo bolj občutljive. Kreme za zaščito pred soncem lahko zmanjšajo pojav melanoma. Nobena študija do zdaj ni bila objavljena, da bi uporaba krem za zaščito pred soncem pri komerkoli povzročala kakršnegakoli raka. Tako da zaenkrat še zmeraj priporočamo zaščito, tako kot sem pokazala, faktor 30 ali celo več. Aha, hvala lepa. Malo smo bolj občutljivi, ranljiva skupina in potem malo več raziskujemo okrog tega. Najlepša hvala. Bi pa prosila še docent dr. Barbaro Perič. Imam tudi za njo eno vprašanje. Verjetno sem preslišala, ker je nekaj omenila glede povezave z gastroenterologi. Zakaj v teh študijah, v teh ambulantah za onkološko testiranje? Kakšna povezava je tu? Izredno redko, dober dan, redko se melanom pojavlja znotraj družin, kar pomeni, da za melanomom zbolijo 3 ali celo več sorodnikov v prvem in drugem kolenu sorodstva. Kot rečeno, v populacijah je to različno, lahko je zgolj 10% recimo vseh na novo odkritih bolnikov z melanomom, takih, ki povedo, da so že njihovi sorodniki imeli melanom. Znotraj teh družin, se pravi znotraj te majhne skupine družin, kjer imajo neko dedno obliko, recimo temu tako melanoma, je pa tudi nekaj družin, kjer se poleg melanoma pojavlja rak trebušne slinavke.
Se pravi, to zelo redko pride v poštev, ampak tudi za te ljudi, kljub temu, da jih je na srečo zelo malo, ali pa za te družine, imamo zdaj program, kjer jim lahko svetujemo in pomagamo z enimi rednimi pregledi pri gastroenterologu. To na srečo za največjo skupino bolnikov z melanomom seveda sploh ni potrebno, zato ker vemo, da je večina melanoma v bistvu naključnega, ni vezanega na družinsko obliko in povzročenega seveda z izpostavljenostjo sončnim žarkom, pa vendarle nekaj družin poznamo, kjer se pojavlja to v taki obliki, da zboli več sorodnikov in tem smo že do zdaj svetovali in skušali pomagati z nekimi temi preventivnimi nasveti. No, zdaj pa bomo pri tistih, kjer se poleg melanoma pojavlja tudi rak trebušne slinavke, vključili v to sodelovanje tudi gastroenterologe. Tako da, če poznate družino, kjer je več sorodnikov in v prvem in drugem kolenu zbolelo za kožnim melanomom ali v kombinaciji celo z rakom trebušne slinavke, potem se seveda obrnite na našo ambulanto za onkološko genetsko svetovanje, izriše se to družinsko drevo, se ugotovi, ali ta zgodba je res tako potrjena, kot je tudi slišati in potem se ljudem ustrezno svetuje. Pa še eno, če lahko. Kaj pa recimo povezava med nemelanomskim rakom, nenavadnim kožnim rakom, pač ki ni maligen, in pa med kronično vnetno črevesno boleznijo? Je mogoče tudi kakšna povezava? Ne, teh povezav, direktnih povezav, zdaj, če govorimo o kožnem raku, pa naj bo nemelanomski ali melanomski, je vse to seveda kožni rak. Nekaj v tem smislu direktne povezave, da bi poznali nek gen ali nek sprožilni dejavnik ni, je pa res, da pri osebah, ki se zdravijo za neko imunosupresijo, se pravi, imajo neka obolenja, ki zahtevajo imunosupresijo, ali če pa so to recimo ljudje po transplantaciji organov, ki so vezani na imunosupresijo, je pa kožnega raka znatno več, to je eden močnejših dejavnikov tveganja za kožni rak, tako melanom kot nemelanomski, tako da ljudje, ki so vezani na imunosupresivno terapijo, imajo teh kožnih rakov več in je to dejavnik tveganja in še toliko bolj potrebujejo to znanje o samopregledovanju in redne obiske pri dermatologu. Ja, najlepša vam hvala, res najlepša hvala, lahko posredujem tudi našim članom iz kronične vnetne črevesne bolezni. Res najlepša hvala obema, se zahvaljujem. Hvala vam, vprašanja. Mogoče še kdo? Drugače bomo počasi zaključili. Tako kot smo načrtovali, 45 minut je vse skupaj trajalo, tako da smo optimalni. Veliko novih stvari oziroma stvari, ki je fajn, da se jih sliši v javnosti, so naši sogovorniki predstavili. Hvala vsem za sodelovanje, hvala sogovornikom za izčrpne informacije. Vsem želim lep dan še naprej in nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala lepa, hvala, nasvidenje. Hvala gospodu Trčku, lep dan in nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.